V resnici obstaja kar nekaj različnih raziskav, ki tudi raziskujejo različne aspekte vpliva teh programov na svoje udeležence. In ena stvar, ki je tukaj velja poudarjati, je, da danes imamo v rokah precej v resnici zelo tehtnih neodvisnih študij, narejenih v različnih državah po svetu, ki so bile publicirane v priznanih mednarodnih revijah. V bistvu, eden od pomembnih aspektov, na katerega vplivajo te programi, so nevrološke in nevrofiziološke spremembe v ljudeh. Kaj to pomeni? Recimo, vplivajo na količino stresa oziroma na posledice stresa v našem organizmu. Bilo je narejeno recimo kar nekaj študij, laboratorijskih študij, ki so merile vplive določenih substanc, ki so v bistvu pokazatelji stresa v našem organizmu. Recimo, ena taka substanca je plazma kortizol, to je substanca v krvi, ki se poveča, kadar smo pod stresom. In dokazanje je bilo, raziskave so pokazali, da se po izvajanju teh tehnik ta kortizol zmanjša, oziroma pokazanje je bilo tudi to, da ljudje, ki so vajeni teh tehnik, se pravi, ki uporabljajo te tehnike dihanja, imajo manjšo količino tega stresnega hormona v svojem organizmu v primerjavi z ljudmi, ki teh tehnik ne uporabljajo. Podobna stvar je krvni laktat, je tudi ena taka substanca, isto pokazatelj stresa, ki se ravno tako znižal pri uporabi teh tehnik. Zanimivo se je povečala recimo prolaktin. Prolaktin je hormon, isto krvni hormon, ki ga povezuje z protistresno reakcijo in je recimo zelo pomembno pri depresiji. To, kar je prej gospod Glasser povedal, da je depresija precej med nami. Recimo, ta stvar kaže na močen, da je protidepresivni efekt. Zelo zanimivo je to, da vpliva na naše možgane. Se pravi, taka preprosta stvar, kot je recimo dihanje, vpliva na možganske valove, recimo, ki se jih merijo z elektroencefalografom, EEG-om, EEC-om. In tisto, kar se je zgodilo, je to, da so ugotovili, da ljudje, ki delajo tehnike, tisti čas, ko jih delajo, gredo v stanje alfa valov, kar pomeni stanje neke sprostitve. Ampak kar je zanimivo je to, da je zraven istočasno bila precejšnja stalna prisotnost beta valov, ki govorijo o tem, o povečani pozornosti, budnosti istočasno. Se pravi, zanimiva kombinacija, da smo sproščeni, pa vendarle istočasno zavestni. Nasplošno se pod vplivom te tehnik poveča stanje budnosti, zavestnosti. Recimo, prevladujejo pri tistih ljudeh, ki redno delajo te tehnike, prevladujejo beta valovi v primerjavi s tistimi, ki jih recimo ne delajo. Potem so psihološke raziskave, ki so dosti pomembne. Recimo, bilo cel kup študij povezanih z anksioznostjo, se pravi, anksioznost gre za neke občutke strahu, tesnobnosti, ki niso povezane z nekimi konkretnimi razlogi, ampak se samo pač počutno tesnobno. In bilo je narejen cel kup študij na različnih skupinah, od vodilnih delavcev, alkoholikov, zapornikov, študentov. In v bistvu bili so dobri rezultati, se pravi, pokazali se je, da anksioznost pade. Izjemno dobri rezultati so bili v povezavi z zdravljenjem depresije. Recimo, tukaj so bile izjemno močne študije narejene, primerjajo se uporabnost teh tehnik v primerjavi z medikamentozno terapijo, se pravi, uporabo zdravil, celo elektrokonvulzivno terapijo, se pravi, elektrošoki, ki to še ponekod uporabljajo. In pokazali se je, da so te tehnike umetnosti življenja enako učinkovite kot kjerkoli druga tehnika, sama za sebe. In prvo okrevanje je prišlo po 3 tednih, kar je izjemno dobro v recimo v takih primerih depresije in je vztrajalo 3 mesece, ves čas, kar je bilo spremljano. Potem so, mogoče bi omenil še nekaj študij, ki smo jih naredili pri nas v Sloveniji. Recimo, ena teh študij je bila raziskava biofizikalnih vplivov programov. Uporabljali smo, to smo delali z raziskovalci na fakulteti, z oddelka za psihologijo pa fakultete za računalništvo. In smo uporabljali posebno tehnologijo, GDV se reče, Gas Discharge Visualization, tehnika je. Gre za posebne biofizikalne pokazatelje našega oziroma človekovega psihofizičnega stanja. In tisto, kar se je pokazali, je to, bilo to precej obsežna raziskava, 3 študije so bile narejene, eksperimentalne, se pravi, eksperimentalna kontrolna skupina, primerjava. In tisto, kar se je pokazali, je, da ti pokazatelji pokažejo, da najpomembnejši pokazatelji so vsi pokazali statistično pomembne spremembe po programu. Tudi mnogo ljudi, recimo doživljanjski efekti, kaže na to, da ljudje sami zaznavajo te spremembe pri sebi.
recimo policisti, na Ministrstvu za notranje zadeve je bila ena obsežna študija, recimo policisti so opazovali oziroma ocenjevali, koliko jim ta program pomaga v resnici pri njihovem delu, koliko je vsebina primerna izvedba, uporabnost in so ocenili izjemno dobro. Študenti so na študentih je potekala podobna raziskava in mislim, da bi se da še precej naštevati, ampak